Glejte, prišel bo kralj, ki bo pravično vladal. Tak bo, kakor zavetje pred viharjem, kakor streha pred neurjem, kakor voda v suhem kraju, kakor senca mogočne pečine v puščavi. Reci malodušnim, bodite pogumni, ne bojte se. Glejte, tu je vaš Bog. Sam pride in vas reši. Potem bodo oči slepih spregledale in gluhim se odprejo ušesa. Potem bo hromi poskakoval kakor jelen in jezik nemega bo vriskal. Vrnejo se, katere je Gospod osvobodil, in pridejo vriskaje na Sion. Večno veselje bo počivalo na njihovih glavah, skrb in vzdihovanje izgineta. Iz takih obljub je zraslo pri Judih prepričanje, da bo pričakovani Mesija, Gospodov maziljenec, izpolnil njihovo upanje. Da bo Bog dal svojemu ljudstvu pravičnega vladarja, ki ne bo gledal samo na mogočnike in bogatine, temveč bi se predvsem zavzemal za uboge, šibke, nebogljene in stiskane. O Bog, daj svoje sodbe kralju, svojo pravičnost kraljevemu sinu. Naj sodi tvoje ljudstvo po pravičnosti, tvoje uboge po pravici. Naj gore prinesejo mir ljudstvu in griči pravičnost. Naj brani uboge med ljudstvom, rešuje otroke revežev, potepta vsakega, ki jih zatira. V njegovih dneh naj cvete pravičnost, naj vlada mir, dokler ne ugasne luna. Naj vlada od morja do morja, od veletoka do koncev zemlje. Kralji iz Taršiša in otokov naj mu izročajo darove. Kralji iz Sabe in Sebe naj mu prinašajo darila. Vsi kralji naj se klanjajo, vsi narodi naj mu služijo. Zakaj osvobodil bo reveža, ki bo klical, ubogega in tistega, ki nima pomočnika. Usmilil se bo slabotnega in reveža, rešil bo življenje revežem. Njihovo življenje bo rešil pred nasiljem. V njegovih očeh bo njihova kri dragocena. Njegovo ime naj ostane na veke, njegov sloves naj traja kakor sonce. V njem bodo našli svoj blagoslov, vsi narodi ga bodo blagrovali. Slava Gospodu, Izraelovemu Bogu, ki edini vrši čudovita dela. Njegovo veličastno ime naj bo slavljeno na veke. Njegovo veličastvo naj napolni vso zemljo. Amen in amen. V tistem času, ko je bil Herod judovski kralj, je živel duhovnik Zaharija po imenu. Njegova žena Elizabeta je bila iz Aronovega rodu. Oba sta bila pravična in pobožna, vsem sta živela natančno po Gospodovih zapovedih in predpisih. Otrok nista imela in oba sta bila že priletna. Ko je bil Zaharija nekoč spet na vrsti za bogoslužje v Gospodovem templju, je sodeloval pri kadilni daritvi. Medtem, ko je daroval, so vsi ljudje stali zunaj in molili. Tedaj se Zahariju prikaže
Gospodov angel. Stoji na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga Zaharija zagleda, od strahu strepeta. Nikar se ne boj, Zaharija. Tvoja prošnja je uslišana. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez. Veliko veselja boš imel z njim in tudi drugi bodo veseli njegovega rojstva. Kajti velik bo pred Gospodom. Mnogo Izraelcev bo spreobrnil Gospodu, njihovemu Bogu, in storil, da bo ljudstvo pripravljeno za Gospoda. Kako pa naj vem, da se bo to zgodilo? Prileten mož sem in moja žena je prav tako v letih. Gabriel sem in stojim pred Bogom. On me je poslal, da govorim s teboj in ti razodenem to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se vse to zgodi. Ljudje so čakali, kdaj bo prišel Zaharija. Čudno se jim je zdelo, kaj se tako dolgo mudi v templju. Ko je prišel ven, z njimi ni mogel več govoriti. Tedaj ljudje spoznajo, da je videl v templju prikazen. Bil je nem, le z rokami jim je skušal povedati. Ko so minili dnevi njegove službe v templju, se je vrnil domov. Kmalu potem je njegova žena zanosila in se 5 mesecev ni kazala ljudem, saj je vedela, da ji je pomagal Gospod.